Spoštovani udeleženci konference, dovolite mi, da se opravičim, ker vas ne morem nagovoriti v živo. Ravnokar namreč v Bruslju poteka plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, kjer moram biti prisoten. Danes je poslovni obseg svetovnega turizma primerljiv z obsegom avtomobilske in naftne industrije. Kot tak je turizem eno glavnih svetovnih gonil mednarodne trgovine in hkrati predstavlja enega glavnih virov dohodka za mnoge države. Evropa in Slovenija pri tem nista izjemi. V lanskem letu je v Sloveniji tako število nočitev tujih gostov zraslo za 15% na skoraj 8,1 milijon turističnih prenočitev. Z rastjo srednjega razreda v državah v razvoju se število ljudi, ki potujejo v tujino, hitro veča. Skoraj vsak od teh svetovnih popotnikov ima danes v rokah pametni telefon oziroma ga bo imel v naslednjih nekaj letih. Slovenija postaja velesila v razvoju blockchain tehnologij, obenem pa je turistična dejavnost v velikem vzponu. Kot smo že ugotovili, k nam prihaja vedno več ljudi. Zakaj torej ne bi združili sinergij in poželi koristi od obeh poljih, turizmu in razvoju blockchain tehnologij? Dobrobit namreč vidim ne samo za turistični sektor, ampak tudi za razvijalce tehnologij. Slovenija lahko postane z uvajanjem novih konceptov odličen primer razvoja blockchain tehnologij na področju turizma, podobno kot je uveljavljena že na marsikaterem drugem področju. Naj omenim samo Origin Trail z vrhunskimi rešitvami za sledljivost prehrambnih izdelkov in proizvodov ter Sun Contract svojo distribuirano bazo za trgovanje z električno energijo. Gre za vzorčna primera uporabe blockchain tehnologij, saj odpravljata posrednike in omogočata transparentno, varno in sledljivo trgovanje. Revolucija, ki jo prinaša tehnologija blockchain, svoje sledi pušča v vseh sferah našega življenja in gospodarstva. Ne dvomim, da bo tako tudi v turizmu, kjer so potencialne rešitve daljnosežne. Tehnologija lahko poveže turistične ponudnike in turiste ter izboljša varnost in točnost izmenjave informacij med strankami. Tako glede podrobnosti o transakcijah kot finančnih transferjih. Hkrati omogoča znižanje stroškov posrednikov ter provizij, s tem pa optimizira donose za ponudnike, stranke pa dobijo hitrejšo, cenejšo in njim prilagojeno ponudbo. En od pomembnejših blockchain rešitev vidim tudi v bazah osebnih podatkov, ki bi lahko nadgradile trenutne osebne dokumente. Ti bi z varnejšimi in predvsem brez možnosti za poneverbe omogočili hitrejša in ugodnejša potovanja za posameznike. Odprava raznih birokratskih postopkov, pridobivanj viz, čakanje v vrstah na letališčih, carini in mejnih prehodih bi odprla vrata za potovanje milijonom, ki si tega danes ne morejo privoščiti. Pomemben del zgodbe o blockchain so tudi pametne pogodbe, ki bodo svoje mesto zagotovo našle tudi na področju turizma. Tudi kriptovalute, čeprav doživljajo viharne trenutke, imajo do določene mere potencial za omogočanje učinkovitejšega globalnega trgovanja, kar gre s turizmom z roko v roki. Priložnost za blockchain najdemo v iniciativi Pametno podeželje, Evropska akcija za pametne vasi, katere pobudnik sem skupaj z madžarskim poslancem Tiborjem Šanijem in 3 komisarji Evropske komisije. Naj bo to v boljši povezavi javnega in zasebnega prevoza na podeželju ali v spremljanju sestavin, ki jih boste prejeli na krožniku v vaši najljubši restavraciji ali na kmečkem turizmu. S tehnologijo narediti konkurenčnejše kmetijstvo ali z njo zagotoviti dodatno delovno mesto turistične dejavnosti. Skratka, omogočiti vsem, ne samo ljudem v mestih, da imajo dostop in tudi neposredno korist od najnovejših tehnologij, kar blockchain zagotovo je. Velik del odgovornosti za odpravo ovir za hiter in neoviran sprejem takšnih in podobnih tehnologij leži na nas, na zakonodajalcih. Zavedam se, da je razvoj na tem področju izredno hiter, ter vedno korak ali celo več pred nami. Sam poskušam biti kar najbolj odprt do tega, saj v
do tega, saj napredka ne smemo zavirati, temveč ga moramo sooblikovati. Tudi zakonodajo, ki bo ta napredek upoštevala oziroma mu ažurno sledila. Zato iskreno podpiram prizadevanja, ki podpirajo razcvet blockchaina, tako kot to počne Slovenska digitalna koalicija ter Evropska akcija za pametne vasi. Le tako bomo zagotovili, da bosta Slovenija in Evropska unija prevzeli vodilno vlogo v nastajajoči pametni globalni skupnosti. Želim vam čim več idej za nove inovativne aplikacije za blockchain tudi na tej konferenci. Verjamem, da je to šele začetek procesa, kako Slovenijo postaviti na zemljevid tehnološko najnaprednejših držav. S konferenco Smart Villages 13. aprila letos na Bledu, na kateri bodo sodelovali kar 3 evropski komisarji, udeležili pa se jo bodo tudi predsednik vlade dr. Cerar in 3 resorni ministri, bomo zagotovo postavili dobro podlago tudi za vaše nadaljnje delo. Vse dobro vam želim in lep pozdrav iz Bruslja v Slovenijo.